Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, čas je za oddajo Dogodki dneva. V celjski porodnišnici se je lani rodilo 78 otrok več kot v letu 2024. Celjski mestni svetniki bodo v ponedeljek na izredni seji odločali o ustanovitvi Zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Orkester Akord tradicionalni novoletni koncert izvedel dvakrat. Rogaška proti Krki brez možnosti v četrtfinalu pokalnega tekmovanja. Iz ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Celje so sporočili, da se je v letu 2026 prvi ob 5:30 zjutraj rodil deček, ki je ob rojstvu tehtal 4060 gramov in meril 54 centimetrov. V lanskem letu je v celjski porodnišnici zadnji na svet privekal deček ob 8:19, ki je tehtal 3810 gramov in meril 52 centimetrov. V letu 2025 se je v celjski porodnišnici rodilo 1319 otrok, 687 dečkov in 632 deklic. Petkrat so se rodili dvojčki. V primerjavi z letom 2024 se je lani rodilo 78 otrok več, a 65 manj kot v letu 2023. Za primerjavo dodajmo, da se je denimo leta 2019 v celjski porodnišnici rodilo 360 otrok več kot v lanskem letu. Celjski mestni svetniki bodo v ponedeljek 5. januarja na izredni seji odločili o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Gre za skupni projekt treh soustanoviteljic Republike Slovenije, Mestne občine Celje in Mestne občine Nova Gorica. Sedež zavoda je predviden v Celjskem domu v Celju. Jaz verjamem, da bo pozitivna odločitev, namreč ne predstavljam si, da bi tudi kot mestni, tudi sama sem bila mestna svetnica nekoč, da bi mestni svetnik nase lahko prevzel ali pa svetniška skupina odgovornost za to, da ne bo počrpano 4 milijone evropskih kohezijskih sredstev, da ne bi v svoj kraj, mesto pripeljal novega javnega zavoda, ki ima tako velik budžet plus budžet integralnega ministrstva, možnost novih zaposlitev in hkrati spodbujanja in razvoja že obstoječega in pa naprej. Seveda pa to pomeni tudi potencial za lokalni, regionalni, nacionalni turizem, kajti predstave privabljajo ljudi tukaj. Ideja je seveda tukaj, da se na dolgi rok ustanovijo rezidence, da se pač tukaj ustvari tudi neka še večja, bolj povezana skupnost, tako da se mi zdi to vseeno prevelika odgovornost, da bi zgolj morda iz nekega političnega nasprotovanja nekdo svojemu mestu odrekel možnost razvoja na področju sodobnega plesa, pa konec koncev tudi turizma in gospodarstva. Celjski mestni svetniki so imeli v prvi obravnavi zelo deljena mnenja o ustanovitvi javnega zavoda, zelo tesno je bilo tudi glasovanje, saj jih je 16 ustanovitev podprlo, 14 pa jih je glasovalo proti. Precej pomislekov so imeli glede finančnih obveznosti, ki jih bo občina imela z novim zavodom, še zlasti po letu 2029, ter stroški povezanimi z zagotavljanjem prostorskih kapacitet v celjskem domu. Občini boste dali zelo majhen delež sredstev, govorimo zgolj o 2 zaposlitvah, medtem ko in pa prostore, ki jih bo lahko tudi uporabljal javni zavod. Kajti na Ministrstvu za kulturo smo zagotovili finance, kot rečeno 560 tisoč evrov za 26 in 27, torej v obeh sprejetih proračunah in pridobili še 4 milijone kohezijskih sredstev, kar pomeni, da finance so stabilne, omogočajo tudi številne zaposlitve,
strokovnega osebja, plesalcev in to pomeni pravzaprav tudi za obe občini doprinos iz tega vidika. Kar smo mi v bistvu želeli tukaj strani občin je res da bosta potem vsebinsko sodelovali, nudili infrastrukturo in pa seveda, da bojo ljudje, ko bodo hodili na predstave, tudi se odločili in šli v Novo Gorico, v Celje in tukaj razvijamo dve novi ali pa pomagamo nadgradnji temu, kar na področju sodobnega plesa že obstaja. Nekateri svetniki so ob potrjevanju zavoda v prvem branju izrazili nestrinjanje z domovanjem zavoda v Celjskem domu in posledično stroški povezanimi s selitvijo zavoda Desetka na novo lokacijo. Tam se že lahko takoj začne z delom, so tudi pisarne, kajti sam sedež zavoda bo v Celju, in uporabo bo imel zavod tudi pisarne, medtem ko Celjski dom se pa šele prenavlja in iz tega vidika mislim, da je bil to zelo dober dogovor. Hkrati pa, kot rečeno, gre za odprto strukturo. Jasno je, da, ker morate vedeti, da sodobni ples v Sloveniji je na visokem nivoju. Tudi imamo številne mednarodne skupine, posamezne plesalce, ki delujejo in živijo v tujini tudi iz Celja. In s tem, ko bomo tukaj odprli sedež javnega zavoda, bo to ena platforma, tako da se lahko produkcije tukaj delajo, da se lahko ljudje vračajo in zaradi tega, ker imamo sredstva, smo si želeli čim prej začeti z delom, ne pa odlašati v prihodnost. Kolikor vem, pa tudi Kajuhov dom ima zelo dobro vsebino, ki je nekako že začrtana, ne pomeni pa to, da ne bi prišli do sodelovanja v prihodnosti, absolutno ne. Ministrica je v zvezi z ustanavljanjem novega zavoda odgovorila tudi na očitke, da si z ustanovitvijo pripravlja direktorsko mesto v primeru, da v naslednjem mandatu ne bo več opravljala ministrske funkcije. Teh očitkov nisem poznala, ampak v redu. Mogoče verjamem, da so prebrali tudi mestni svetniki vsi ustanovitveni akt, kjer notri jasno piše, da minister imenuje direktorja, tako da to verjetno pove vse, potrdita ga pa potem še oba mestna sveta. Ponedeljkovo izredno zasedanje celjskih mestnih svetnikov si boste lahko začetkom ob 15. uri v neposrednem prenosu ogledali tudi na naši televiziji. Med celjske glasbene ustvarjalce z najdaljšo tradicijo sodi orkester Akord, ki je v lanskem letu proslavil 80-letnico delovanja. Ob koncu leta je v Narodnem domu svoj tradicionalni novoletni koncert izvedel dvakrat. Na njem so kot solisti nastopili Bernard Belina na klarinetu, sopranistka Mojca Hladnik ter tenorist Primož Hladnik. Novoletni koncert orkestra Akord Celje je v decembru eden izmed najbolj prominentnih in odmevnih prazničnih koncertov v Celju in eden od vrhuncev decembrskega koncertnega dogajanja. In to tradicionalno že vrsto let. In je tako tudi eden od prepoznavnih simbolov Celja in njegovega kulturno-umetniškega ustvarjanja. Koncertanti ga vsako leto izvedejo dvakrat na isti datum, 27. in 28. decembra. In tudi tokrat je bilo tako. Orkester, ki je lani obeležil 80-letnico delovanja, je iz skladbe v skladbo navduševal občinstvo z deli prominentnih skladateljev od Josefa in Johana Straussa mlajšega do Kovača, Dvoržaka, Fonsopeja, Rossinija, De Curtisa, Morriconeja, Di Capua in Ponchiellija, pa v dodatku še s popularnim Can-Canom z eksplozijo konfetov in kot se za praznični december spodobi, ob zaključku še Radetskim maršem, ob katerem je skandirala vsa dvorana, orkester pa si je na zaključku prislužil stoječ aplavz.
Orkester Akord vsako leto pripravi za te božično-novoletne praznike, to je v mestnem času vrhunski večer. Tudi nocoj so predstavili izjemen program. Moram reči, da že dvorana, ki je seveda absolutno tudi ustala in ploskala, je pokazala, da smo nocoj in verjetno tudi sinoči še kako zelo uživali. Predvsem v izvrstno izbranem programu in res ki sestavljajo orkester Akord in pa Matjažu, dirigentu, iskrene čestitke za ta prečudovit večer. No, glasba je tak univerzalni jezik, ne, in tole nas res napolni z eno krasno energijo. In ta prazni čas je res namenjen temu, da si privoščimo take koncerte. Hvala vsem skupaj, zborovodji, gospodu Matjažu, Brežniku in seveda odličnemu Akordu. Povsem vesele praznike. Člani orkestra Akord so se tokrat izkazali še kot vokalisti pri nekaterih koračnicah. Kako pa sta letošnji koncert doživela in ocenila maestro in predsednik orkestra? To je bil naš drugi novoletni koncert po včerajšnji premieri. Lahko ocenim, da je bil mogoče današnji še boljši. Krasen odziv publike. Mislim, da smo koncert izvedli zelo dobro, tako da smo vsi iskreno veseli. Jaz mislim, da je bil danes koncert zelo dober. Videli se je na odzivu publike, pa tudi na nas glasbeniki se je videlo, da je danes bil res en tak zelo poseben večer. Kot solisti tokratnega novoletnega koncerta orkestra Akord Celje so nastopili odlični klarinetist Bernard Belina, sopranistka Mojca Hladnik, oba sta tudi pedagoga celjske glasbene šole, ter tenorist Primož Hladnik. In kako sta bila s koncertom zadovoljna oba vokalna solista? Zelo čarobno, brez besed, krasno je bilo. Publika odlična, vzdušje enkratno, ko te vsi gledajo in pričakujejo in z nasmehom pričakujejo visoke tone, neko izraznost, humor, dober odziv. Več o novoletnem koncertu orkestra Akord in o orkestru pa v reportaži v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. V začetku leta si ponavadi zastavimo želje in cilje za naslednjih 365 dni. Poglejmo, kaj si v letu 2026 želijo nekateri znani Celjani in Celjanke. Vsem našim obiskovalcem, kupcem, prijateljem City centra želim predvsem zdravja. Se mi zdi, da če je zdravje, potem sledi seveda tudi sreča, predvsem mirne dni, sicer pa vsem skupaj nam želim, da bi bili srečni v svoji koži in v svojem okolju, s svojimi prijatelji, predvsem pa, da se bomo videli en drugega, potem pa mislim, da ostalo sledi. V letu 2026 si resnično najbolj želim, da bi prevladal razum, da bi ohranili mir in da bi lahko ustvarjali in tudi sanjali naše individualne in tudi skupnostne sanje in dosegali cilje. Za novo leto imam pa kar nekaj, zeliščarji, Ginko, Celje, bomo praznovali 20. obletnico in izdajamo en zanimiv katalog ob tej obletnici, tako da bo kar veselo. Jaz mislim, da vsi skupaj si moramo kot družba želeti, da so naši medosebni odnosi prijazni, sodelovalni, da se med sabo spoštujemo in to je tisto, kar se mi zdi, da je najbolj pomembno. Če bomo to uspeli, potem lahko dosežemo vse. Naj bo mirno, naj tam, kjer ni bilo miru, mir zavlada, tam, kjer je bil, pa se naj ohrani. V tem ožjem območju, pa če govorimo o podjetju, si želim, da naporno leto, zahtevno leto, ki nas čaka, čim bolj uspešno preživimo v občini, kjer smo in kjer delujemo, pa si želim takšne povezanosti in tako dobrega sodelovanja, kot smo ga imeli tudi v letošnjem letu. Vse dobro želim podjetnikom, gospodarstvenikom, vsem družbenim sektorjem in pa, bom rekel, samo tako dalje. V prvi tekmi četrtfinala pokala Špar so košarkarji Krke z 89 proti 53 zmagali na gostovanju v Rogaški Slatini.
Novomeščani so si odločilno prednost priigrali v tretji četrtini, ki so jo dobili z izidom 23-4. Pri zmagovalcih sta bila najbolj razpoložena Ihring z 19 in Sukmajl s 15 točkami. Domači zasedbi je kanadski krilni center Yao Beng Mensah prispeval 14 točk. Povratna tekma bo na sporedu 6. januarja v Novem mestu, skupni zmagovalec pa se bo uvrstil na zaključni turnir Pokala Špar, ki ga bo 19. in 20. februarja gostil Šenčur. Izmed klubov z Celjskega je v igri še moštvo Laškega, ki se bo v četrtfinalnih tekmah 4. in 10. januarja pomerilo z domžalskim Heliosom. Po noči bodo v vzhodni polovici Slovenije nastale rahle padavine, meja sneženja se bo spuščala. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, v zatišnih legah na severu do -8 stopinj. Jutri bo v zahodnih in severnih krajih delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bodo rahle padavine slabele in postopno ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Meja sneženja se bo ob koncu padavin spustila tudi do nižin. Ponekod na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 10 stopinj. V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj bo predvsem v južnih in ponekod v vzhodnih krajih rahlo snežilo, čez dan pa se bo od severozahoda jasnilo. Ponedeljek bo oblačnost spet naraščala, predvsem na jugovzhodu še lahko občasno rahlo sneži. Burja bo prehodno nekoliko oslabela. Mrzlo bo, saj bodo dnevne temperature v notranjosti Slovenije ostale večinoma pod lediščem. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem v oddaji Dogodki dneva. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.